Dober dan vsem. Poglejmo zdaj eno obnovo razstavljanja polinomov, torej njihove faktorizacije in tudi deljenje polinomov. Torej, zato da mi faktoriziramo polinome, rabimo po narobe posebne produkte. Formule smo jih videli prej, naprimer imamo tukaj napisano na dolgo in to napišemo kot produkt a plus b na drugo. In torej ti so zmeri iste formule od prej, s tem da gledamo po narobe. Ampak sem dodal še te, ker navadno se ne toliko uporabljajo za množenje ta pravila, se rabijo bolj prav za razstavljanje, faktorizacijo. Opazimo tudi to smo imeli že prej, a na drugo minus b na drugo, ki je razlika dveh kvadratov, ki se da razstaviti tako. Ampak nimamo formule za vsoto dveh kvadratov, tisto se ne da razstaviti. In tukaj so se dodale razlika dveh kubov, vsota dveh kubov. In te formule se zdijo lahko malo zapletene, ampak je precej lahko se izpomniti. Ta prvi člen je isto s tem, da vzamemo proč eksponente a minus b. Tukaj vzamemo proč eksponente a plus b. In tukaj v drugom oklepaju imam zmeri a na drugo, b na drugo, a na drugo, b na drugo. In tukaj zmeri ab, ne 2ab, kot pri kvadrabiloma, ab z predznakom, ki je nasprotni od tega. Tukaj je minus, tukaj imamo plus, tukaj je plus, tukaj je minus. Prav, vidimo zdaj kako, in zakaj mi razstavljamo, faktoriziramo. Zato to nam rabi naprimer za polinome, naprimer za to, da seštevamo algebrske ulomke, kot tukaj, ki bomo videli, ali nam pomaga pri reševanju kakšne enačbe. Zdaj gremo v vrstno redu, vidimo, kako se uporabljajo, naprimer. Če moramo razstaviti x na drugo minus 6x plus 9, tukaj lahko prepoznamo to, ta 9 napišemo kot 3 na drugo, ker tukaj je 2 krat, torej ta minus 6 napišemo minus 2 krat 3 krat x. In vidimo, če deluje, če zberemo, da a je x, b je 3. Ja, ker tukaj imamo x na drugo, tukaj b je 3, 3 na drugo, minus 2ab, minus 2 krat x krat 3. Ja, in vse se ujema. In torej a je x, b je 3, in to je a minus b na drugo, lahko napišemo kot x minus 3 na drugo. Če moramo razstaviti x na tretjo minus 8, prepoznamo razliko kubov, ker 8 je 2 na tretjo, in torej vzamemo a je x in b je 2. In torej to napišemo tukaj a minus b, x minus 2, a na drugo plus ab plus b na drugo, x na drugo plus 2x, ker je x krat 2, 2x plus 4. In to smo razstavili. Potem, poleg teh velja še povedati razstavljanje z Vietovim pravilom, ki bi bilo to, da mi razstavimo nekaj oblike x na drugo plus x plus p. In to bomo razstavili kot x plus a krat x plus b. Moramo komaj dobiti a in b, ampak kako? A krat b je p in a plus b je s. Torej to vidimo v specifičnem primeru, x na drugo plus 14x minus 15, če hočemo razstaviti, bomo napisali a krat b je minus 15, a plus b je 14. In torej ta minus 15 ga napišemo kot produkt na vse možne načine, naprimer minus 3 krat 5, minus 5 krat 3, minus 1 krat 15, minus 15 krat 1. In potem, ker vsota nam mora dati 14, delamo vsote in vidimo, kdaj dobimo 14. Dobimo tukaj, ker minus 1 plus 15 je 14, minus 1 krat 15 je minus 15. Torej a in b, ki smo jih iskali, sta minus 1 in 15, in torej ta polinom lahko razstavimo kot x minus 1 krat x plus 15. Sedaj, ta primer sta rekel, da rabimo to razstavljanje zato, da mi računamo z algebrskimi ulomki. Imamo, na primer, tega 2 ulomljeno x plus 3 minus x minus 9 ulomljeno x na drugo minus 9. Torej, mi postopamo podobno, kot delamo pri računanju z ulomki števili. Razstavimo tukaj imenovalec, zato da bomo razumeli, kateri bo skupni imenovalec. X na drugo minus 9 je razlika dveh kvadratov. To bomo razstavili kot x minus 3 krat x plus 3. In sedaj, skupni imenovalec med x plus 3 in x minus 3, x plus 3 je prav x minus 3, x plus 3. Sedaj, ta x plus 3, s čim smo ga pomnožili, je postal ta, smo ga pomnožili z x minus 3. In torej tudi 2 pomnožimo z x minus 3. Potem imamo ta minus in tukaj ta imenovalec je isti kot ta in torej števec bo tudi isti. Samo moramo dati v oklepaji, ker minus pred
pred uljomko, tukaj gre spremeniti vse predznake, torej minus, to damo v oklepaj. Sedaj, tukaj imenovali spustimo tako, gremo tukaj množiti in tukaj ta minus mi gre menjati predznake v oklepaju. Potem še seštevamo 2x minus x je x, minus 6 plus 9 je 3. In sedaj, ko se da, če se da, še krajšamo, ta x plus 3 se krajša z x plus 3 in nam ostane ena uljomljeno x minus 3. Potem vidimo še deljenje polinomov. To je tukaj nasplošno pravilo za deljenje polinomov. Ta polinom deljen v ta polinom. Kako postopamo? Delimo ta člen s tem členom. 6 deljeno 2 je 3, x na tretjo deljeno x na drugo je x. Sedaj, ta 3x množimo s tem, tem in tem. 3x krat 2x na drugo, 6x na tretjo, 3x krat to, minus 12x na drugo, 3x krat 1, 3x. Sedaj moramo narediti ta polinom minus ta polinom in zato, da to naredimo na lažji način, tukaj menjamo vse predznake in potem tukaj seštevamo. 6x na tretjo minus 6x na tretjo se uniči, kot mora biti, če smo rekli prav. Minus 2x na drugo plus 12x na drugo je 10x na drugo, x minus 3x je minus 2x, minus 1 tukaj ga prepišemo. In sedaj gremo na isti način, 10x na drugo deljeno 2x na drugo. 10 deljeno 2 je 5, x na drugo deljeno x na drugo je 1. Sedaj ta 5 množimo z vsemi temi in napišem tukaj vse. In spet menjamo predznake, ker hočemo odštevati in sedaj tukaj naredimo seštevanje in dobimo tukaj 18x minus 6. Tukaj se ustavimo, zakaj? Ker če bi hotel nadaljevati na isti način, bi mogel deliti x z x na drugo, manjšo potenco z večjo, ne, torej tukaj se ustavimo in smo dobili, torej to je bilo deljenje. Deljenec, delitelj, to je količnik ali kvocijent in to je ostanek. In torej lahko rečemo, da deljenec je delitelj krat kvocijent plus ostanek. Če vi to zračunate, prije prav to. Sedaj, to je bilo deljenje na splošno. Tisto, kar se več uporablja, je deljenje v specifičnem primeru, da imamo in to se imenuje Ruffinjevo pravilo. Je lahko tudi, ker naredimo vse z eno tabelo. Se rabi, da en polinom delimo z binomom oblike x minus a. Torej, tukaj je na primer x minus 3. Če tukaj bi imel en plus, a bi bil negativen. Enostavno. In torej, vidimo to pravilo. Ta a je tisti, ki gre sem. Sedaj, tukaj napišemo vse koeficijente. 2, minus 7, 5. Potegnemo črto tako, tako. Tukaj damo 3, ki je bil ta a. Tukaj gre zmeraj nič, v vsakem primeru. In sedaj, kako gremo? 2 plus nič je 2. 2 krat 3 je 6. Minus 7 plus 6 je minus 1. Minus 1 krat 3 je minus 3. 5 minus 3 je 2. Sedaj, ti koeficijenti, ki dobimo tukaj, nam ponazorijo kvocijent in ta je ostanek. Sedaj, ponazorijo v kakšnem smislu, je polinom katere stopnje. Je ena manj od polinoma, ki smo ga delili. Ko rabimo Ruffinjevo pravilo, se stopnja polinoma, kvocijent ima eno stopnjo manj. Tukaj je bil na drugo, tukaj bo na prvo, torej 2x minus 1. Tukaj bi imel polinom 5. stopnje, bi rabil Ruffinjevo pravilo, tukaj bi imeli polinom 4. stopnje. Prav, torej, kvocijent je 2x minus 1 in ostanek je 2. In torej, še zmeraj, deljenec je delitelj krat kvocijent ali količnik plus ostanek. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.